No, tako, jaz sem do pred kratkim bil odvisen od tujega prevoza. Ne. To pomeni, da me je več ali manj moralo tole moje društvo izvajati prevoze za me in pa seveda moja žena. Ne. No, pred kratkim sem se odločil, da bom tudi sam naredil izpit. Ne. No, in tega sem se lotil pač tako, da sem kupil avto, ne, ga prilagodil svojim potrebam, ne, v sodelovanju z Inštitutom za rehabilitacijo, pač zdravstvenim domom oziroma z medicino dela in se napotil na prvo avtošolo, ki je bila v bližini. Ne. Oziroma na prvo avtošolo, kjer sem lahko spremljal tečaj cestnoprometnih predpisov. Ne. Ker to vendarle ni tako enostavno, kot za vse ostale, ne, tako otroke, ko grejo delati izpit, ki grejo lahko katerokoli, ne. Ker večinoma, ne bom rekel večinoma, ampak ne, nekatere od teh avtošol imajo stopnice. Pač, ne. Tako da sem se moral temu prilagoditi. Ne. In jaz sem zbral pač tako, ne, da sem lahko pač ta tečaj izvajal oziroma opravil. Kar se mene tiče, jaz sem opravljal izpit tako kot vsi ostali. Ne. Prvo je, da greš na medicino dela, kjer opraviš zdravniški pregled. Še prej moraš iti na Inštitut za rehabilitacijo, kjer pri gospodu Fidlerju, ne, ki je zadolžen za te stvari, opraviš tale tester, kjer se vidijo sposobnosti, ne, za vsakega konkretno in se potem vidi, katere so tiste prilagoditve, katere moraš vstaviti v svoje vozilo. Ne. Avtošole v Sloveniji pač nimajo toliko interesa, da bi te stvari naredile na tak način, da bi mi invalidi pač to lahko vozili. Zato to tako naredimo, da opravimo izpit na svojem vozilu. Z minimalnim številom ur, kar sem zelo ponosen. No, v glavnem, ne, jaz sem predvsem želim biti varen voznik, ne, to mi je najbolj pomembno. Ne. Vendarle sem že nekaj star, moram svoje otroke voziti okrog, ne, in želim biti varen. Ne. Sem pa že opravil svojih 1000 kilometrov že, ja, to je pa res.